Ja, volitve so bile nekako znak pričakovanja in tudi, bi rekel, običajnega razvoja v razvitih demokracijah, kjer se pač ena vlada zamenja z drugo. Nobenih hujših pretresov ni bilo, nekaj presenečenj, ampak bi rekel vse v skladu s pričakovanjem. Ste vi kot objektiven opazovalec tega dogajanja predvolilnega, se vam je kaj posebej vtisnilo v spomin v tem predvolilnem obdobju? Ne bi se tako strašno izpostavljal kot objektiven opazovalec, ampak tako, kot opazovalec lahko rečem, da se mi je zdela volilna kampanja dokaj zanimiva, ne? Čeprav sem pri njej res zelo pogrešal zunanjo politiko, o kateri se pravzaprav skoraj da nikoli ni govorilo in ne vem, kaj mislijo mirodajni slovenski parlamentarci o vrsti mednarodnih vprašanj. To je res, tudi s Italijo imamo plinske terminale odprte in ostale, ki še zdaj nekako cincamo, ja, ne, ja, še vedno ni jasno znano usoda teh plinskih terminalov. A se je kaj premaknilo v teh 4 letih? Imate občutek, da so odnosi z Italijo boljši, pa Slovenijo slabši? Jaz mislim, da je bil vendarle storjen korak naprej. Če pomislimo, da je bil italijanski zunanji minister Ruggero v Ljubljani 11. septembra leta 2001 in potem v vsej mandatni dobi ni v Slovenijo prišel niti en minister Berlusconijeve vlade, se je to sodelovanje tudi po zaslugi, ne pozabimo, premierja Prodija, ki je Slovenijo izpostavil res zelo kvalitetne in obojestransko koristne odnose. In seveda ob tem tudi polletnica predsedovanja Slovenije, padeč šengenske meje, pač razvoj gre naprej, življenje gre naprej, jutri je nov dan in jaz sem prepričan, da Italija in Slovenija imata oboji željo, da izboljšata odnose, ker je to enostavno v obojestransko korist. Kakšno sodelovanje bodoče vlade slovenske z gospodom Berlusconijem? Jaz mislim, da je to možnost dobra, tudi zato, ker je Berlusconi se večkrat izkazal kot politik, ki ni tako omejen od ideoloških okvirov, ampak je izrazito pragmatičen človek, ki ve, da se pač posel, in ne samo posel, politika in razvoj življenja, vse se pač dogaja z soglasjem, in da so napeti interesi, da niso v korist nikomur. In jaz sem prepričan, oziroma upam vsaj, da se bodo ti odnosi še izboljšali.